Nadaljujemo s številkami. Evo, ko je bilo glih vprašanje o količini. Zdaj, za nekatere področja, kategorije se ti podatki dejansko sploh ne morejo dobiti, oziroma jih je zelo težko pridobiti, oziroma tudi oceniti. Je pa Evropska komisija to z različnimi proizvajalci, deležniki, različnimi obrati proizvajalci in pa v sodelovanju z Plastic Europe naredila neke analize, in sploh pri izdelkih za osebno nego so ugotovili, da je letna količina v Evropi, govorimo, nekje 700 ton letno, ko govorimo o teh izdelkih, ki se spirajo, oziroma od 500 do 1100 ton letno, ko govorimo o izdelkih, ki jih nanašamo. Zdaj, ko govorimo o detergentih, so te količine malo nižje. Zdaj pa pridemo na to področje. Barve, premazi, abrazivi, predvsem industrijski abrazivi, ki se uporabljajo v številnih industrijskih procesih, kot so industrijsko peskanje, tako naprej. In vidite, da količine tukaj so nekje, ko govorimo o gradbenih barvah, barve, ki se uporabljajo v gradbeništvu, nekje 220 ton letno, ampak vseeno, zakaj sem tukaj dodala še 22 000 do 38 000, v bistvu zaradi tega, ker ta 220 številka je številka, v bistvu, za katero lahko zanesljivo trdijo, da je pač prihaja iz sektorja barv, medtem ko različne analize, ne vem, predvsem na Danskem, ta okoljska agencija dela velike študije in na podlagi teh danskih raziskav je Evropska komisija ocenila, da je dejansko količina mikroplastike, ki izhaja iz te kategorije, še bistveno večje. Zato tukaj navajajo kot drugo v precej višjih številkah. Ko govorimo pa o industrijskih abrazivih, pa govorijo o številkah nekje 1000 do 5000 ton letno. Tako da mogoče za občutek, da se zavemo razsežnosti oziroma uporabe teh izdelkov. Zdaj sem pa jaz tako si zamislila, da bomo šli skozi 3 kategorije, ki jih doma v našem gospodinjstvu pri vsakdanjih opravilih največkrat si jih poslužujemo, to so izdelki za osebno nego, detergenti, pa mogoče še nekaj malega o barvah in pa premazih, ker se mi zdi, da so to podatke, ki si jih boste zapomnili in boste na nje v prihodnosti tudi pozorni. Mogoče spet malo številk za začetek. Kot sem rekla, 714 ton mikroplastike letno v Evropski uniji naj bi prihajalo iz rinse-off izdelkov za osebno nego. Opozarja pa Cosmetic Europe, to je združenje vseh teh kozmetičnih proizvajalcev in deležnikov, da so pa po njihovih pozivih že v letih od 2012 do 2015 proizvajalci sami zmanjšali uporabo te namensko uporabljene mikroplastike v kozmetičnih izdelkih, torej te mikrokroglice oziroma mikrobits, ki se uporabljajo predvsem v različnih izdelkih za čiščenje kože in peelingih. In v letu 2017 so ocenili, da se predvsem v teh evropskih proizvajalcih, bom rekla, najde res še zelo malo tistih, ki sintetične polimere, ki so definirani kot mikroplastika, pri teh izdelkih uporabljajo. Zdaj, ko se zopet malo vračamo na to definicijo oziroma kriterij, kdaj je lahko neka komponenta v izdelku za osebno nego mikroplastika. Torej, po definiciji Cosmetic Europe mikroplastika opravlja funkcijo drgnjenja, čiščenja in peelinga. Obstajajo pa v bistvu še širše definicije mikroplastike, predvsem glede odvisno od tega, kakšno funkcijo opravlja, kakšen polimer je, torej od vrste polimera, kakšna je velikost, kakšna je tudi oblika tega polimera. Nekateri so lahko sferični, nekateri so lahko amorfni, nekateri so šesterokotni, tako da zelo različne so te kroglice in pa tudi od narave izdelka, v katerem se uporablja.
ta širok nabor funkcij, ki jih lahko mikroplastika v izdelkih za osebno nego predstavlja, so navedeni tudi tukaj spodaj. Torej ne samo kot abraziv, torej da deluje kot peeling, torej za drgnjenje, čiščenje. Dodajajo se v izdelke tudi zato, da se regulira viskoznost, motnost, vezivnost, sama struktura, volumen samega izdelka, potem tudi uporablja se na področju ličil, predvsem za učinke optičnega zamegljevanja, kot bleščice, lahko tudi omogoča, bomo rekli, samo razpoložljivost drugih komponent v izdelku, potem lahko predstavlja kakšne filtre, lahko deluje kot emulgator, lahko omogoča zadrževanje določenih snovi in tako naprej. Kar precej funkcij lahko ima. Je pa spet pridemo tukaj na tisto, kar sem že prej opozarjala in bomo zdaj tudi pogledali, ko govorimo o sintetičnih polimerih, nekateri, predvsem tisti, ki so vodotopni, polivinil alkohol, kot sem prej rekla, polietilen glikol, so tisti, ki jih zaenkrat, bomo rekla, čisto zakonodajno ali pa teoretično ne upoštevamo kot tisti delci, ki prispevajo k problematiki, bomo rekli, onesnaževanja, obremenjevanja okolja, morskih okolij z mikroplastiko, ampak so lahko primeri sintetičnih polimerov, ki se širše uporabljajo. Če pogledamo količino količino mikroplastike glede na posamezen tip, kako bi rekli, vrsto izdelka, kot smo rekli, večinoma se uporablja za čiščenje, drgnjenje in tukaj vidite po količinah tudi v teh izdelkih najbolj prisotna, predvsem izstopa količina 440 ton letno za čistila za roke, torej tudi profesionalna kot tista za domačo uporabo, potem kar dosti visok delež predstavljajo peelingi za stopala, potem tudi peelingi za obraz, obrazne maske, nekateri geli za prhanje telesa, glede na pogostost uporabe je ta, bomo rekli, delež manjši v primerjavi z drugimi, izdelki za čiščenje obraza, za nego stopal, trda mila in pa tudi nekateri šamponi. In če pogledamo, kateri pa so ti polimeri, vidimo, da je lahko prisoten tudi poliuretan, velikokrat imamo pa polietilene, vidite, polietilen kot tak, tudi najlon, torej poliamid, in pa polilaktična kislina, mogoče malo manjkrat, ampak vseeno vidite poliuretan in polietilen, ki smo jih že prej omenili, da sta najbolj pogosto uporabljena polimerna materiala, vidite, da tudi tukaj izstopata. Zdaj bi vas pa rada vprašala, če se spomnite še, kolikšen delež, tu smo se pogovarjali na prejšnjem webinarju, kolikšen delež mikroplastike v morju, te primarne mikroplastike, pa predstavlja mikroplastika iz izdelkov za osebno nego. Torej, v odstotkih, kolikšen delež ti naši izdelki za osebno nego in kozmetika doprinesejo k problematiki mikroplastike v morju. Evo, na voljo imate nekaj vrednosti od 1 do 25%, torej vemo, da več kot 25% k te problematike v vodnem okolju ne prispevajo, pa me zanima, če se morda spomnite ali pa kaj menite. Zdaj pa bomo mogoče tale odgovor lahko malo pokomentirali tudi glede na prejšnji odgovor, kjer ste izdelke kozmetiko in izdelke za osebno nego prepoznali kot količinsko najbolj problematične in tudi, kar se tiče emisijskih poti. In ena izmed emisijskih poti je tudi pot v morje. Se tudi vse, bomo rekli, kopenske, se smo takrat tudi že omenili, da okrog 80% vseh kopenskih kontaminacij z mikroplastike vse zadnje preide tudi v morje. V redu, nekje 22 odgovorov imamo, zdaj ne glede to, ali še dobimo 5 ali ne, zmagal je odgovor 7%, ki pa žal ni pravilen.
pravilen odgovor sta 2%. Če se spomnite, v uvodu in na prvem webinarju smo povedali, da izdelki za osebno nego prispevajo 2% količine primarne mikroplastike v morju. Torej gre za relativno majhno količino, ki pa vseeno je prav, da je opažena in da jo prepoznamo. V največjih odstotkih so bila pa predvsem sintetična tekstilna vlakna, v skoraj 30% in pa odrgnine od gum, torej od vozil. To so bila tiste izvori, ki k primarni mikroplastiki v oceanih najbolj prispevajo. V tej pauzi boste imeli pa eno domačo nalogo in sicer boste, ko greste na stranišče ali pa ko se malo sprehodite, poskusite najti izdelek v vaši kopalnici, ki vsebuje mikroplastiko. Lahko se zgodi, da kdo ima takšne izdelke, da tega ne vsebujejo, pač tisti naj ne napiše, oziroma lahko navede izdelek in napiše, da mikroplastike ne vsebuje. Tako da to naj bo mogoče zdaj 10-minutni vaš izziv, ta čas se pa tudi vsi malo spočijemo pa kaj popijemo. Zdaj, prosila bi vas, za tisti, ki sodelujete v tem naboru, da zapišete vse kategorije, torej ime, torej izdelek, kategorija in sintetični polimer, zato da jaz lahko vidim, od koga je kakšen odgovor, zato ker namreč si ne sledi, ne napišete svoje imena gor in potem jaz težko vem, kaj kam paše, tako da bi vas prosila, to lahko zdaj naredite vmes, lahko naredite tudi kasneje. Namreč smo se odločili, da bomo tele anketne lističe oziroma tole tablo pustili odprto do, ne vem, še vsaj kakšen teden, 2 mogoče, in lahko tudi vi še zdaj naknadno vpišete te stvari, mogoče kdo bo prepoznal mikroplastiko zdaj po nadaljevanju šele. Tako da mogoče tukaj zdaj pustimo še možnost dopisovanja, mogoče pa sam pokomentiram stvar, ker sem jo jaz sem vnesla neko micelarno mlečno vodo za čiščenje obraza, za odstranjevanje ličil, in noter našla kar 3 sintetične polimere in od teh je ta akrilatni kopolimer, polisorbat 20 in pa natrijev poliakrilat, tako da sem našla tudi v svoji kopalnici tak izdelek, ki mikroplastiko vsebuje.